Lepo zdrav, Barbara. Zdravo. Dobrodošla v 16. epizodi. Jaz se tokrat nisem zmotil, tako se nekateri zmotijo. Dobro, To sem mogel povedati. Ti si v ekipi poročne beležnice, Ja, predvsem pa skrbiš za poročni informator, ki ga imaš tudi s sabo danes. Ne? tako je. Bila si, oziroma si še vedno, no, tudi poročna organizatorka, koordinatorka. To traja že nekaj let. Ja, bo že kar 10 let. 10 let je že. Ja, kar dobro hitro sliši, a mine. ne? Ja. Mogoče pa dam tako vsakemu gostu tudi tebe na začetku, kako minutko, da se malo predstaviš. Ti mičkem bolj podrobno, kot sem se jaz pripravil. Prav. Torej, jaz sem iz poročne beležnice. V ekipi smo 3 punce. Ana, ki je ustanoviteljica blagovne znamke, potem Patricija, naša oblikovalka za poročne tiskovine, pa jaz kot svetovalka za organizacijo poroke oziroma urednica za poročni informator. To je čisto na kratko. Ja, poročni informator, vse tega smo že vsi, ki srečali. Mislim, vsi, ki se ukvarjamo s porokami in poročnim svetom. Ja, to je tudi Slovenije. naš cilj, no, da ga vsak, ko se poroči, da ga dobi v roke. Pa je bil vedno v tej, preskočil vse, ampak a je bil vedno v tej, kako se reče, te obliki. tej majhni obliki, tej taki, ne bom rekel žepni, ampak tej Ja, coffee table. vedno. Imam jih tudi danes s sabo, lahko jih pokažem. Torej, od čist prvega, a vam najprej povem za informator. Dajmo se kaj Oziroma, spustiti ne bom informator. povedala, kako je sploh zdaj prišla ideja do poročnega informatorja, Aha, da najboljše. bomo imeli malo začetka. Ja, Torej, Ana je takrat najprej naredila poročno beležnico. To je bil prvi planerček v Sloveniji za organizacijo porok. Takrat so si res sipari, se pravi 10 let nazaj, oziroma že več, pisali pač v beležke, ni še bilo toliko na telefonih, pa na računalnikih. In je naredila tak planerček, torej vse segmente noter, vse v bistvu segmente oziroma ponudnike not vključila. To pomeni, da ko si začel planirati poroko, si odprl planerček in ti je lepo pisalo, kje začeti. Potem pa je prišla ideja, da v bistvu ponudnikov je veliko in pač jih je nekako treba poiskati. In zato je pol prišla informator ven. Bilo je že sicer, pač smo že googlali, ampak vseeno bolj smo zaupali, se pravi neki Napisani. reviji oziroma brošurici, kar je napisano. In takrat smo v bistvu midve začele sodelovati. No, to so bili tisti moji prvi koraki 10 let nazaj. tako je Lonely Planet za potovanja, tako je informator za poroke. Točno, ja. Ki je tudi Lonely Planet, ga je nekako še v tem času fajn prelistati, kakega Ja. ne samo na spletu vse poiskati, ne? Ja, tako da. No, jaz sem pa to sem želela povedati, da priključila. Jaz sem hodila na akademijo za organizatorje porok na Infinity, takrat prva sezona pri Blaški. Aha, Smo poskusili in že takrat nam je Blaška rekla, da v bistvu ne boste vse organizatorke, ampak pač mogoče bo pa kera šla po kaki drugi poti, da ne bo pač, ker takrat res vse bile organizatorke porok. In pol smo imeli projekt, inspiracijsko poroko, in takrat smo mogle same tudi ponudnike iskati oziroma jih prepričati po telefonu, da naj sodelujejo z nami. Zastojno. In to je bilo najtežje. In jaz sem imela takrat 4 ponudnike sem mogla najti za naš projekt. Ena izmed njih je bila tudi poročne tiskovine. Torej poklicati nekoga, ki bo nam zastonj naredil poročne tiskovine, ker smo mi pač bomo imeli ful dober projekt. In takrat sem klicala Ano, sem ji povedala za moj projekt, da v bistvu delamo na Vili Široko, tukaj blizu, našo poroko in če nam bi naredila pač tiskovine, pa rekla, da ne. Okay. Redo pa je bil prvi ne, pa nisem nekako nehala, pa sem jo prepričevala, da pa mogoče pa res ta poroka bo čisto drugačna, takih tiskovin, če res ni naredila, ne bo, ok, v redu. No, pa smo malo prekinile, pa mi ni dalo mera, sem jo še enkrat poklicala in povedala, no na koncu pa je rekla, ok, v redu, te pa bom naredila, po mojem, sam da imela mer. treba biti strajen, ja. Ampak je ni bilo žal, no, takrat je res naredila v takem stilu, boho varianto smo imeli, ko še ni bilo toliko teh porok, poznata Vilo Široko. Seveda smo delali. Moje je bilo vse tam, tako rdečo, pač res je bila lepa poroka, zlata, zlato-rdeča. In pol smo šle, pol je pa sama povabila na kavico, da pa mogoče bi pa jaz lahko informator začela delati, ker pa mogoče pa prepričam koga v kaj. Si njo uspela, ne? Pa še koga ampak, drugega. evo, to je bil začetek zgodbe, da bi te vedela. Ja, treba biti strajen, to je zelo očitno iz te zgodbe. Ja, ampak to že, ja, vsi morajo biti vztrajni, no.
to je predvsem za ponudnike. Ja. A ne, dobiš, dvakrat ne, trikrat ne, ampak Ne smeš nehati. ne smeš nehati. Ja. Ja, pa mislim, ni tako. Na koncu je ful fajn, ko se pač srečamo novi, ko se začnemo sodelovati, pa vse. Ampak ja, verjetno ne odpreš vedno vrata, takoj v prvem klicu, ne pa povabiš noter. Včasih ja, včasih ne in je treba biti vztrajen, sploh če veš, kaj hočeš, pa veš, da dejansko Ja, je da tam imaš nek prava cilj pa pot. vizijo, pa greš pač za tistim. Ja, Ja, pri informatorju, mislim, se tukaj sem rekla, da jih imam tudi zraven. To je bil eden izmed prvih, mogoče malo razlike, no, zdaj pač med tem. Pač malo je že. pa ta že neki kilometrine, da Ja, je včasih. naredil, ampak je zadnji izvod in ga pazimo. Aha, In v bistvu tule je bilo še kar težko bilo, no. Ker takrat, če ni bilo toliko tega oglaševanja, pač niso toliko dali na to. Potem pa s časoma, ne vem, 2-3 leta, pa res ful se je pojavilo novih lokacij, novih ponudnikov. In potem je bilo pa treba začeti izbirati, ker je bilo preveč vsega na trgu. In takrat smo mi da tudi pol začela, zdaj če pač pogledamo, ne vem, to je bila ta izdaja. a je bil prvi tudi že online? Ali je bil samo tiskan? Vsi so tiskani, pa vsi so bili online. A, vsi so bili tudi Ja. online. Evo, so tu je bila 10 ta let prva nazaj, poroka tudi objavljena. Evo, to. Aha, pa pogledaj. Da je bila taka rdeča. A samo eno fotko ste dobili, joj, ko bi poznala urednika, bi imela kako več. Ja, zdaj jih je več. Lepo. Ja, se pozna tudi ta razlika v samem izdelku čez leta, a ne? Ja, Ste res. mislim, že ta zlata gor je taka prepoznavna, zdaj se mi zdi ta... Zlato ti, zdaj se kar držimo tega. Ja, ne bom vzorca, rekel, da v samo bistvu logo, imaš ampak v bistvu ta nek... Vsi, no. Ja, se kar pozna in v bistvu... Mislim, se pravi, jaz, ko sem v porokah, je ta, ko ga vidiš, si kar tak, aha, ja, tukaj smo. Veš, zakaj je. Ja, veš, zakaj je to, ja. Jaz bi še preden gremo čisto na informator, bi še pri beležnici mogoče par vprašanj, pa bi pa zaključil z njo. In sicer, a beležnica je bila tudi do neke točke informator, a so bili tudi noter kakšni poročni ponudniki, ali bo dejansko sam planer? Beležnica je sam planerček bil, oziroma je še Je to še še vedno, vedno se naroči v spletni trgovini, pa tudi pari ga imajo še, pa vseeno zdaj za to radi, ker je nekateri si zapisujejo, pa polje spomin ostane. Vodilo za To največ, zaradi tega, organizacijo, ker ne vem, še vseeno smo navajeni, da nekam zapisuješ, ampak tam je pa v bistvu sam vsebina, se pravi, ne vem, imamo lokacijo in za vsak, mislim, pri lokaciji je v bistvu neka vsebina, na kam moraš biti pozoren, kaj vse moraš lastnike lokacije vprašati, to si zapišeš, pol vse kontakte imaš noter, mislim, kontakte si zapisuješ, ni pa noter ponudnikov tam vključenih. To je pač v bistvu izključno planerček za organizacijo poroke. Aha, ja, polje. To je pa v bistvu priloga k poročni beležnici tudi. Torej vsako si naroči poročni planerček, je to vsako leto pač nova izdaja poročnega informatorja zraven. Da lahko v bistvu doma na kavču že grejo čez eno in čez drugo in si lahko... Da ni vsak na svojem telefonu, pa skupaj listata, Tako, res, ja. ampak čist res. Mislim pa, se bomo prišli do tega še, ampak sem prepričan, da so nota pač preverjeni ponudniki, pa ne zdaj, da pač kateri so boljši, kateri slabši, pa tako, ampak v bistvu je fora v tem, da pač jih vi spoznate verjetni in dejansko veste, kdo je noter in lahko za njih vsaj do neke mere garantirate, kar je malo drugače na spletu, a ne? Ja, to bom rekla, se pravi na začetku, ko smo začeli delati, je bilo kar težko to, ker tudi ko smo začeli s ponudniki, niti jih nisi poznal, pač niti ne veš, koga vključiti. Pač takrat smo začeli, pa si probal, pa si vsakmu, ne vem, vsak par, ko je, ne vem, šel na kako lokacijo, smo tudi prosili pol za mnenje, da pač sam pove, kakšne je imel izkušnje tam. Ampak bom rekla, pol vsako leto so se tudi isti ponudniki odločevali, se pravi, da se vključijo, ker zdaj dejansko pa z vsemi, ko so not za en primer, mislim, da jih je v lanskem okoli 140 vključenih, so pa res, bom rekla, ko stojimo za njim, zaradi tega, ker je bilo kakršnokoli priporočilo za njih, oziroma sodelujemo na dolgi rok, da pač res lahko rečemo, da pač kar najdejo noter, je v redu. Kje pa najdejo pari? Poročni na informator. poročni informator. Ja, kje ga pari najdejo oziroma kje ga dobijo? Torej, Poleg poročni beležnic. informator dobijo na matičnih uradih, grejo prijaviti. Tam tudi nam vsako leto vsak matični urad nam sporoči število porok, ki jih predvidevajo, da bojo, ampak je vsako leto bolj kot ne isto. Torej, da ne pošljemo jih zdaj 100 komadov, če je tam, ne vem, sam 30. Torej, to je že tista prvi plus.
za vse ponudnike, ker ne gre 70 komadov potem dobesedno v koš, kamorkoli, ampak pač res gre k parom, tisti, ki se bojo poročili. Potem je priloga k naši poročni beležnici, torej to celo leto vsak, ki si naroči, dobi zraven. Potem tudi zraven naših izdelkov, kar imamo za poroke, in pa na poročnih sejmih smo. To pomeni, da gremo na poročne sejme in sejmi so še kar zdaj finančno pač velik zalogaj za nekatere. Se sama veta pri fotografih, a ne? Ja, sploh za manjše je kar velik zalogaj. Ja, je kar, ampak v bistvu mi smo tam in vse ponudnike, za kogarkoli par zanima, pač jim povemo. Zato je pa tudi tisto, da pač radi delamo na dolgi rok, ker poznamo in lahko tudi več poveš o samem ponudniku. Ker ne morem zdaj, jaz ne vem, par pride, pa ga zanima fotografe, očist, pa ima nek svoj stil, a ne? In ne morem enega fotografa priporočati, kot fotka čist drug stil. In jaz to vem sam, če ga poznam, pa če ga spremljaš, drugače pa to ne gre. In to je pač tisto, ko je na dolgi rok, vedno poudarjamo sodelovanje na dolgi rok. Pa če smo že pri ponudnikih, pa pri vsem tem, kako pa ponudnik pride v poročni informator, se pravi, a sami kontaktirajo, a ti kontaktiraš, pa pač, a so kakšna merila, kakorkoli, kdo lahko in kdo ne? Pač. Bom rekla, da zdaj zadnje 2 leti, oziroma 3, veliko ponudnikov, ker tudi sami kontaktirajo, torej, da jih zanima, da bi sodelovali. Mi se pol ponavadi kak sestanek uredimo oziroma jih pač preverimo, tudi kako so do tega prišli, pa se lahko pol vključijo. Drugače pa pač tiste, ko pa mi izberamo, pa v bistvu po kakih priporočilih, pol tudi veliko imamo, ker smo z vsemi pač na vezi, nam tudi povejo, ne vem, isto bom zdaj izpostavila fotografe, ampak ne vem, večkrat je bil na eni lokaciji, pa tudi sam pove, ta je ful dobra, dajte ga vključiti. Pa jih pol mi kontaktiramo, pa se dogovorimo, no. Da je bilo priporočilo, da so dobre besede in tu pa lahko tisto omenim, da 7-krat te more nekdo slišati, da se potem za tebe odloči in to je glih to. Pač ne vem, videl te bo v informatorju, te bo sam mogoče videl, ne bo kar poklical, pol bo rekel fotograf za njega, pa bo ena kolegica rekla in še 4 taki, pol pa gre. On v Facebook, akcijo. Instagram, TikTok. Ja, in pol šele, halo, ja, pa pač zdaj reče, videl sem verjetno na Facebooku, recimo. Ja. Ampak veliko ne ve, da je pač v ozadju več stvari, no, da sploh pride do tebe. Velikokrat se morajo v naših glavah zgoditi stvari, mislim se ponoviti stvari, da dejansko mi pol sprejmemo, pa naredimo prvi korak, ne, v resnici. Ampak meni je to pametno, ne vem, jaz tudi vedno, ko greš kaj na novo, pa če boš vprašal, ne. Pa se boš malo pozanimal, ne boš šel kar na prvo. Ja, itak malo izkušnje, pa vse skupaj. Ja. Čeprav je velika pa pri odločitvi tako, da tisto prvo, kar si videl, zbereš, samo rabo si potrditev, da je to prvo, kar si videl. 6-krat potrdite, a pa res ste v redu. Ja, a veš, se mi zdi tako tudi, ne vem, ko kaj kupuješ, pa karkoli pa gledaš, pa prva stvar, to je ful dober. Sam ne morem takoj na Ja, ne gre na prvo takoj, žogo kupiti. na koncu se za tisto odločiš. Ja, pa en teden še nekaj iščeš, pa greš nazaj na prvo, ne. Pa reče, Ampak si pa vse saj bolj sem miren. ti povedala, da je. Ja. Pa reče, ja. Izvolite. Danes smo še spet. Sploh, ne vem, toliko smo se fajn zagovorili, da je malo... Ne rabite vprašati. Ja, skoraj se ne rabi vprašanje, ampak zdaj, če se čisto dotaknemo informatorja, koliko časa pa sploh traja, da nastane ena izdaja? Aha, izdelava torej Ja. poročnega informatorja. Od tega, da se pač določi, kdo vse bo noter do končne. Do izdaje. Ja. Torej, mi dve začnemo delati informator januarja, takrat se v bistvu prijavnice odprejo, maili zalaufajo, pa se to oblikuje do maja, junija, ko gre v tiskarno. Tako da kar pol leta, no. Ampak to itak ChatGPT samo oblikuje. Joj, ne, to pa še ne gre. Pa tudi mislim, da ne Tam bo. še pa nisem. Ja. Pa lahko to garantiram, zato ker če prvo izdajo pogledate, pa zdaj, pa takrat še ni bilo GPT-ja. Ja. Tako da ni. Ja. To sem se malo hecel zaradi tega, ja, ker dejansko je kar resno zalogaj na tako stvar, skupaj spraviti. Velik projekt je, ampak se pravi 5 let nazaj, naprimer, smo ga mi delali od poletja, torej smo začeli nekje junija glih delati, pa pol do decembra, pa pol šel januarja pač na matične urade. Potem smo vam to malo spremenili, zaradi tega, ker v bistvu za poroko vsi pač delamo za 1 leto naprej, so ponudniki tudi bukirani. In v bistvu zdaj, ko pripravljamo izdajo, to je za naslednjo sezono. Torej tako je bil lani. 27. Ja, in to je bilo, ful dobra poteza, je bila tudi za ponudnike, ker res zdaj za leto, 2 že lokacije sprejemajo rezervacije. Ja, se to je. Tako, poročne sejme, eni so
smo za fotografa, če za sebe rečem. So eni poročni sejmi glih v takem terminu, ki ti dejansko nič ne koristi. Ne pomaga. Ja, ker priješ glih tako, da tisti, ki bi za leto, dve naprej blokirali, še niso prišli gledati. Ja. Tisti, ki pa pridejo, pa imajo, pač ponavadi iščejo kakšne poročne prstane, pa te stvari, ki dejansko lahko prav Pač tam zberejo. Pa na zadnji čas, no. Ja. Ja, sej tudi na sejmih vemo, da je največ jih je v bistvu prstanov, no, tam. Ja, res je. Okoli mene so vedno. Poznam že vse No, samo zlatarje. zlato. Ja, vse To zlatarje je v Sloveniji že poznam. No, fajn je. Ja, in Premalih takrat je smo bilo res, se pravi, decembra smo ga včasih izdali, pa šel pa januarja na matične. Ampak se je pol ful poznalo, no, zaradi tega, ker je... Sam včasih sej, mislim, to je zdaj po koroni, bom rekla, da je začelo se vse za leto, dve naprej. Prej je bilo bolj to, si še lahko malo prilagodil. Zdaj je pa, se pravi, junija je potem izid, ampak tu še nismo imeli konc z delom. Pol julija mi da to dobimo, oziroma junija iz tiskarne, pol še pa to vse se razpošlje. Torej spakiramo vse za matične urade, ki jih je čez 50. Odpošljamo pa pol tudi sem ponudnikom, noter so tudi organizatorji vključeni, tudi organizatorji potem delajo z tem poročnim informatorjem. Torej za vsako regijo je v bistvu ena punca, ki organizira poroke sicer po celi Sloveniji, ampak dobi te informatorje in v bistvu ona je glavna za tisto regijo. Kdorkoli se poroči, pa tudi kar mi dobivamo povpraševanje, ne vem, za Prekmurje, je tam Sanja Potočnik in v bistvu damo pač na njo in se ona potem sama naprej dogovarja. To mi je še bolj všeč, sorry, ker sem tih bil, ampak sem ne razmišljal. To mi je še bolj všeč, ko matični urad, ja, ker dejansko nekdo tam, ki ima te informacije moje iz prve roke, pa tako pa je še bolj upleten, kakor sam nekdo, ko prime informator na roke, še vse en, pač tako lista, pa zbira po slikicah, pa po tekstih, pa to. No, ker to je pol tudi, se pravi, ko sem prej omenila, ne vem, za Sanjo, ko je v Prekmurju. Pač ona ima tudi za Prekmurje, če pogledamo, so not lokacije, pa so noter, ne vem, za frizuro, za make-up in tudi ona z temi ponudniki dela. Ne, ko gre s parom, tudi ona, ko odpre informator, ona lahko za vsakega pove. Jih toliko pozna, da dejansko Ja, ve, kaj in to je govorijo, pač tisto povezovanje, ko mi želimo, ker jaz enkrat sem klicala organizatorja, če bi sodeloval, pa mi je prav rekel, če sem nora, da sem konkurenca. Mislim, pač. Pa sem pa povedala, pač, da nisem konkurenca, oziroma da sam nekoga iščem, ko bo on prevzel naprej. To je to, nič drugega. No, da smo se pol, ampak hočem povedati tisto prvo mišljenje. Pač, zakaj me kličeš? Ja. Se mi zdi, da v Sloveniji je to en velik problem, te ko gledaš med neko to freelancer skupino ljudi, je veliko tega, da pač se kar noče povedati nekomu, zato ker, zakaj ti bom povedal, ti si konkurenca. Ker jaz sem imel eno tako izkušnjo z enim fotografom, ko sem začel, sem pisal, hej, jaz pač postavljam zelo cene, gremo to, a mi lahko pomagaš, pa mi je napisal, ne, tebi ne mislim odgovoriti, oziroma nekaj v tem stilu, tebi ne mislim odgovoriti, zato ker si ti, mislim, zato cene so samo za stranke. Kaj, zdaj, če pa jaz napisal mail, živijo, mene pa zanima cena, zato bo kaj drugač? Ja, to je kar imamo, mislim, Ampak problem. niso vsi taki. Ampak mi glih s tem pač želimo informatorje zgolj pač povezovanja. Ja. Res in tudi med sabo. Mi smo naredili naprimer v Slovenj Gradcu lansko leto pri eni lokaciji, je želela promocijo za organizacijo poroke oziroma za organizacijo za poroke. In smo razmišljali, kaj bi naredili, pol sem pa vse te organizatorje povabila na poroko. Vse pač te, ne vem, pridite. In so bili pa vsi na kupu, pa na koncu je bilo ful fajn. Zato ker res pa tudi te, ko delamo, pač razumeš se, iste stvari se imaš za pogovarjati. In to je to. Iste težave imaš, iste veselja, kakorkoli. Pa tudi bom rekla, najbolje pa pri ponudnikih to, da ni vsak za vsakega. In to jaz tudi spoštujem, ko mi kera organizator, ki reče, ja, tega para pa pač nismo prišli skupaj. Sploh ni panike, zato jih je več, zato da lahko damo drugemu. Ker pač vsak ne gre skupaj. Zdaj, če ni neke energije, poroka je pač le enkrat v življenju, a ne? In zakaj bi zdaj tam sodeloval z nekomu, če ti ne gre? Saj imate verjetno vi pri fotografiji isto, a ne? Jaz pa mi, ko smo čist cel dan v resnici z njimi, a ne? Tako od jutra Že na pa začetku do... verjetno začutite. Ja, je fajn pač med sestanek tako v živo spoznati par, pa se pač odločiti. Da vidiš, če Tudi nekaj mi naprediti. se moramo odločiti, če hočemo tam delati, Če ne bo. samo oni, če Ja, hočejo nas, jasno. konc koncev. In če kdaj rečeš ne, se mi zdi, da nič ne narobe, pa če predlagaš koga drugega naprej,
ker veš, da bo bolj v No, tem ampak stilu pol tu delo. porabimo tisto povezovanje, ko pač z veseljem predlagaš, ne vem, Točno pa to, ja. bom jaz mogoče dobila kako stranko, ko bo za mene, ti pa boš imel, Ja. pa bojo vsi zadovoljni. Jaz sem bil čisto na začetku poročne kariere, 11 let nazaj sem bil na delavnici. Pri Aljoši Videtiču, meni je vedno bil on ful dober fotograf, pa to in se rekel, grem pač, znam fotkati, znam jaz vse, študiram fotografijo, ampak ni to enako, kot če greš nekoga poslušati, ki dela to že 20 let. Ne? In ga je ena delavnici vprašal, pa Aljoša, kako ti delavnico delaš? Ti nam vse, ker je res tako delil znanje, res ni skoparo, vse je povedal. Kje se ti shodi? Zakaj nam vse poveš? Mislim, zdaj bomo vsi znali to, kar ti znaš, zdaj bomo imeli pač mi vsi iste stranke. Pa je tako samozavestno, je tako razložil, da ne se ne bat. Ne on za nas, pa ne mi za njega. Ne? On ima svoje stranke in ta njegov nastop, pa vse bo pač dobo ljudi, ki pač hočejo njegovo energijo, vse ne samo njegove fotke. Ne? In tako je tudi pri meni, pri Roku, pri tebi, vsak bo dobo pač ljudi, ki nekako sedejo okoli nas, tudi po energiji, ne samo po našem stilu. No, to je to, ja, tisto, ko je pač pravo razmišljanje in dejansko. Ja, se ni zabat pač, mislim pa, ne Pa ma če poznaš, mislim, a veš koliko poroke na leto v Sloveniji slučaj? 6000? Ja, jaz sem za par let nazaj pred COVID-om sem gledal bilo 7000 poroka, ne. Res se ni treba bati, da ne boš naredil tega nekega, mislim, mi fotografi No, malih imamo pač tam zelo... odštejemo, tistih gre samo matični. Ja, pa da- zdaj jih je dosti manj takih, ko se res podpiše, pa to, mislim, fotografira recimo, ampak še vseeno jih je dosti pač. Jaz recimo jih več kot 25 na leto ne morem narediti, ker bi Ja, no, to je bolj tako skončal. veliko. Ja, se to, ja, no. Mislim, Ampak vikendov je malo več pri kot to. fotografah jaz vem, vedno, mislim, ste na dan poroke, pa pol koliko še imate vi to od zadnji dela. Ja. Pa tudi, pač- pa tudi od spredega je konec koncev Ja, neki no, par isto. mailov, da se kaj dogovoriš, če hočeš Da je dobro sploh- narediti. Ja, pa sestanek, pa ne vem, predporočno fotkanje. Pa imaš kar nekaj dni tako zasedenih 100 porok, a ne, in ja, 25 porok je kar zgodna Ja, meja, veliko. konec koncev, ja. Torej, tudi par, ko pride do nas, ko iščejo poročne lokacije, recimo. Če išče nek glamur, oziroma ne vem, hotel, ne moreš ga poslati na vsako lokacijo. Torej, če išče nekaj v naravi, ga boš poslal nekam v naravo, tudi eni so v kateri regiji. In je res toliko različnih, pa toliko lepih lokacij, da tu notko je pač nabor, pa jih je kar nekaj, ampak jih imamo v Sloveniji še, no, Ja, ko so ja. res take. Je živela široko, ko si jo premenila, je taka, se mi zdi malo skrita ali kakorkoli, dostkrat se tudi, mislim, da lastniki menjajo ali kaj. Ampak jaz vse poroke, ki sem jih tam delal, so bile tako hude, da... Za fotografijo pa itak. Ja, Tam res, pa to je pa res noro. Pač, kjerkoli delček hočeš uporabiti, je pač uporaben. Tako Ja. res je, pa je relativno majhen prostor, pa ne govorim še vseeno, se tam lahko poroka za 200 ljudi naredi brez težav, ne. Ja, od zunaj je kar... Ja, ampak tako, ne nisi zdaj v Ljubljani, ko imaš celo Ljubljano na voljo. Gozdiček, jaso, pa pač to vilo, ampak lahko delaš karkoli. 6 ur bi lahko fotkal Ja. sam par, če bi mi dal časa, ne. Je res, in ja, koliko takih lokacij je, ki jih tudi mi ne poznamo, pa delamo v tem, po moje, pa jih ne poznamo veliko število, ne. No, tako da- se zato sem pa jaz tudi vesela, ko včasih mogoče ne poznaš, pa da sami kontaktirajo, no, ker se grejo to, pa imajo pač cilje za poroke. In sem vesela, no, če vsak napiše, pa da se pol tudi mi pač gremo na lokacijo, pogledamo, kak sestanek z njimi, da vidimo. To je to dobro, da je v bistvu res toliko preverjeno, da pač ne, čeprav toliko pa toliko ljudi reče, ja, ta lokacija nam je bila super, zato pa to, da se še potem še zmeri preverja, ne, in osebno in z njimi, ker, ja, ker pač... Poroka Ti se ne ponovi glih, no. Ja, to plus ti imaš hiter, da pač se najde 6 ljudi, ko ti reče, to je bilo pa super. In pač če, mislim, najboljše, če ti tak poročen par predlaga kakorkoli, če pa nekdo, ker tako sem glih zadnjič videl na Instagramu nekdo dal, ja, kaj narediti, ko ti nekdo slabo oceno napiše, pa ti sploh ne veš, kdo je, ni ne priimka, ne imena, pač. Ti se pač moraš držati tega, da pač preveriš, da ni to samo po enemu slabemu reviewu, Ja, je pa to lokacija ali fotograf ali karkoli. splet je fajn, ampak so tudi negativne stvari samega spleta lahko, da pač lahko se skrivamo za nekimi avatarji in Ja, je kar na Ja. spletu. No. Vse tudi ponudnike najdemo, itak, vse smo rekli, prej, da greš preveriti na splet. Ampak ne, mi, informator, glih iz tega razloga, ko pač se ti usedeš doma zvečer z svojim bodočim možem,
boš pač pogledal sam to, ker vemo, če pač scrollamo, itak tam imaš vmes reklame, pa pol se preskočiš na koncu, ne vem, 1 uro si gor, pa nisi nič za poroko naredil. Še kakšne Zdaj, že iz tega vidika pa žensko, ko nam tudi pari povejo, ja, ful je bil uporaben, hvala, smo ga, ne vem, ga daje še naprej kolegici, da je poglej zaradi tega. Ne, noter damo tudi, niso samo ponudniki, ampak so tudi inspiracije, ideje, se pravi vsako leto. Ne vem, od barov do tiskovin, kaj prihaja v modo. Ja, v modo, za medene tedne, kam iti, isto vse. Pa tudi na koncu, no to sem prej pozabila reči, da je na koncu, je tale časovnica. V bistvu tudi pol, ko gre čez vse, tukaj si napiše, se pravi, ima za vse ponudnike, ko si jih zbere. Časovni plan, pa v bistvu taka to-do lista. Malo poročne beležnice je noter zraven. Malo. Na 2 Ampak to je strani. najbolj pomembno, da imaš vse kljukice. Ja, Res. velikih je. Ja? Jaz se še nisem poročil, da nisem nikoli kljuku toliko velikih stvari. Jaz ampak tudi ja. ne. Pa to govorimo o porokah, a ne? Ja. Dobro, zdaj smo z druge strani bili to, kar tam. Okay. Ravno to sem hotel vprašati, ja. Če ste dobro, prepričan sem, da ste dobro, ampak kakšne odzive poročnih parov na poročni planer, pa pač, kaj mi je všeč, a ste daj kje dodali na podlagi njihovih reviewov, pa pač, ko so sami rekli. Se pravi za planerček ali za Planerček. informator? Sorry, Za informator. informator. Seveda, nisem se zmedel, ker smo gledali tudi listo, ja, seveda. Za informator, ja, mislim, najbolj so nam itak za ponudnike, recimo, pač, da so res bili v redu, da tudi sami napiše, kako mnenje ga tudi objavimo pol, se pravi, ko res pohvalijo. Tudi, se pravi, mi s tem tudi oglašujemo poročne tiskovine, tudi za to noter dobijo res pač navdih, kakršnokoli idejo. Drugače nam pa tudi, ko so imeli na poroki, to, ko sem prej rekla, kak nov ponudnik, ko jim je bil tudi res super, nam pač vedno z veseljem pošlje. Dej, pogledajte še tega, res je bil dober, bilo je to. Pa pol pač mi, se pravi, preverimo pa vključimo. Tako da pari, drugače pa tudi sami ponudniki nam pošljajo mnenje oziroma jih tudi povprašamo vsako leto, zakaj se vsako leto odločajo za sodelovanje, pa tudi nekateri, mislim, povejo, da so dobili poroke, oziroma pač sodelujemo na dolgi rok in vemo, da je obojestranska korist. Da vidijo korist, ja. Je pa res težko, bom rekla, naprimer, nekdo, ampak ok, si to ne moreš narediti karkoli, ko se sam za 1 leto odloči za oglaševanje. Pač mi veliko ne moramo narediti. Naprimer, jaz lagam tu not vizitko za, ne vem, petje na ciljnem obredu, ker pač bojo drugo leto peli. In zdaj, če oni nimajo, ne vem, Facebook profila, Instagram profila ali pa vsaj nekje, YouTube, karkoli, tudi če je tu not kontakt, pač nekam bo še vseeno par šov preveriti. Jaz ne morem garantirati, zdaj, ker si pa noter, a ne, ampak nekaj je treba še pokazati. In to še včasih mogoče manjka, novi pa so res dobri, pa pol mogoče ko mislim, obupajo, ja. Vse smo rekli, vsaj 7-krat, ne? Te morajo dovijati, pa to je vsaj. Je vsaj, ja, večkrat, ko pa... Je pa težko billboarde printati, pa take, če si fotografa, pa poješ na poroki, ja. Ampak da se pa ja na socialnih medijih veliko narediti. Da se v takih pač publikacijah tudi dosti narediti, na spletu. Ampak ljudje te še zmeraj na Instagramu in Facebooku preverijo, kjer pa če se pokažeš v tak malo drugačen. Ja, sem tam smo res vsi navajeni, pa če res greš tja preveriti, no, kakorkoli. Na nekem podcastu bo predstaviš. Tudi to pa je obstaja, ja. Ja, no, jaz sem tudi, dostakrat, ker sem pač iskal vas goste, sem kakaj zbral sam potem, ko so dejansko naredili kako objavo na Facebooku, v kakih skupini, smo pač novi, pa komu ko pišem, mi smo čisto novi, nimamo kaj dosti zapovedati, 1 leto delamo, pa sem tak, dajmo letos narediti, ker nekaj izkušnje že imate, se ste nekaj naredili, boste pač povedali po svojih izkušnjah, se to ni nič slabega, če ste na začetku. Ne, se smo vsi bili enkrat na začetku, ja. In se slišimo čez 3, 5, 10 let, pa boste tudi vi sami po sebi imeli primerjavo, kaj se je zgodilo. Ja. Mislim, kaj je bilo takrat, pa kje smo zdaj. Kako razmišljaš na začetku? Jaz sem kot fotograf na začetku, sem si želel, nam razlagal kakaj, ampak tako ne vem kakaj, vse poroke in to. In potem pa 3 leti sem si rekel, še dobro, da sem pač mogel iti po vrsti, ne. Ker na začetku pač nisem mogel znati vsega, pač znal sem sfotografirati, ampak nisi poznal pač vseh delov poroke, kdaj se bo kaj zgodilo, kaj lage narobe. In se je dobro naučiti te stvari mogoče na poroki, ker nimaš toliko obveznosti, ali kaj bi rekel, ko ni toliko napeto in pač počasi rasti. Počasi greš, ja. Pri vseh mislim, da smo
da je tako najboljše, ja, da ne preskočiš Pa stopničk. izkušnje itak, ki ste največ prenesli pol čez leta. Vsekakor, ja. Reference. Smo pa, jaz sem si tukaj še nekaj napisal, spletna trgovina. Jaz, ko sem pač vas stokov, rečemo temu, najlepši izraz, ampak sem pa pač mogel nekaj Ste še lahko kaj v košarico dali, ne? Ja, ampak, no se to. Jaz sem malo gledal, pa je Lara, moja partnerka, prišla zraven. Wow, beleženca, pa sem rekel, ja, kaj pa? Je rekla, ja, veš, ko mama za Gala, za te drugega otroka, mama pač en tak tisni planer, ampak je pač... Dnevnik. Ja, dnevnik, tako. To smo tukaj naročili, pa ste, cool, fajn. Zdaj, jaz tudi to vem, a ne? Te, da sem poznal že preden sem začel stokati v resnici. No, to. Beleženco, videl sem, da nisem po roki namenjena, tudi malo širše, kot sem. Ne, najprej je bila, se pravi, pač poročna beležnica. Po pa smo z Ano, ko smo sodelovali, jaz sem šla pa pol v porodniško in pol je bilo pa te kauš, pa zdaj porok, ne moraš več delati, pa če krtek me je malo. A ne, ker to kar gre 2 leti, 3 leta, ajde, okej. In takrat je Ana dobila idejo, ja, bi pa mi dve naredile dojenčkov dnevnik. Tudi še, mogoče bil kak eden v Sloveniji. Ok, v redu. In jaz sem tudi, moja mami mi je pisala dojenčkov dnevnik, oziroma ne dojenčkov dnevnik, spomini se je reklo. Ja. In je v bistvu od rojstva pa do 7. leta vse fotografije, kdaj je zobek izpadel, lasek, kdo vse je bil na rojstnem dnevu, vse prve besede, prve pesmice, vse. Potem smo mi gledali te dnevnike, ko so bili zdaj, so bili pa eden je obstajal, ampak je bil ful tak, velik je bilo rod zapisati. Jaz pa bolj sama sem ugotovila, ko sem imela otroka, pa če jaz ful ne moram toliko pisati, pač tiste pomembne zadeve bi zapisala, ostalo pa pač ne gre, ker malo napišem, ali pa bo verjetno prazno. In potem sem takrat v porodniški, no sem zasnovala, bom rekla to, se pravi, kaj se je meni zdelo pomembno, Ana je itak zdizajnirala in je pol išla baby beležnica. Si v pravem času si oblikovala, ne? V tem je veliko lažje po mojem. Čisto drugače ne bi šlo. Ja, se to, ja. Ko si dejansko, ko veš, kaj hočeš danes napisati in samo moraš oblikovati zdaj na pravi način, da nekoga spodbudiš, da pač to napiše, ja. Ja, teda je to tudi, v bistvu je tako stara kot moj sin, 6 let bo. Pa je tudi, zdaj se v bistvu spreminja sam naslovne strani, pač malo spreminjamo, tista osnovna ostaja skozi ista, pač vsako leto mogoče kjer dodamo. Ja. To je pa to. Dobra ideja je to, da ni treba preveč napisati noter, ker itak smo v tem času vsi navajeni, pač imamo ta kratko koncentracijo, ali kaj bi rekel, pač tako navajeni na Instagram, na storije, če 25 sekund je že predolgo, 15 sekund je max. Ja, če v prvih 3 sekundah ne dobiš pozornosti, je konec. Ja, tudi verjetno ne pišeš pol celih Ne, to noter je res, za v baby beležnice pač to, ko sem prej rekla, tiste pomembne stvari. Kar sem tudi za nazaj, ko vidim. Potem sem tudi pri hčerki, ko je imela kako za bolezni ali pa ne vem kakšne alergije, pa to pač žensko sem šla v tisti dnevnik pogledati, kaj sem jaz imela, ker je pač velika verjetnost, da ima pač ona tudi. Pa je bilo, res je bilo, kdaj, ko sem videla, kaj mami naredila, pa sem pol jaz isto, pa je to pomagalo. Teda take zadeve, no, so... No, pa itak ostane za spomin. Edino malo smo s temi fotografijami, moramo biti malo bolj ažurni, ker nam pač šklocamo izhoz, ampak to razvit, to smo še bolj. To pa mislim, da smo vsi zelo, ki bi rekel, se polenili, ker vem, da pri nas doma je v eni omari je škatla, v kateri so albumi. Ja. In glih to, eni albumi imajo tokle za napisati, vem, da moja mami takrat za mene je prilepila slikco. Se pa ne, sem bil jaz recimo v kavbojskem klubuku in zraven je pisalo samo še koniček mi manjka ali nekaj, ampak je bilo še zmeraj tokle za napisati drugega, ja. In sploh, če to gledaš na tak način, kje je, zakaj? Ampak albumi so res tak spomin, ko... Ja. Da za hitro naprintati fotke je danes ful možnosti, te Fuji, oni fotoaparati instantni, ko gre ven, obstajajo tudi v bistvu sam Insta printer, ali kaj bi mu rekel, ko dejansko narediš fotko na telefonu in sam sprintaš. Je se neki, ja. A ne, mogoče mora to biti zdravo na vaši trgovini. Mogoče, ideja. Se povezati z njimi, da dejansko, ja, kar ne naredimo takoj, ponavadi pa je kar malo ostane od zad. Ja, ali pa zavedno celo ostane nekaj v zadnji. Zdaj je tudi nov v izdelavi nosečniški dnevnik, to bo tudi zdaj še prišlo. Ampak tu zdaj nimamo koga, mislim, nam zunanja pomaga, da ne bo kakšne pomoči. Po vrsti, a ne, poroka, nosečniški otrok. Ja.
Sorry, si to povedal. Pač se recimo zdaj se je ful začelo, zdaj je ratalo par aplikacij, pa spletnih strani, dobra aplikacija, ko te v bistvu povzame ven iz galerije tiste slike, ko bi bile nekaj bolj z tega in ti naredi konec leta dobiš fotoknjigo, ko so notri vse te slike. Ampak koliko smo leni. Ti mora en drug zbrati tvoje Ja. foto. GPT ti mora napisati sebino. Pa Ja. Najbolj, da če bi ti Jaz pa napiše, nič. kako si se moral dopustiti zraven. Ja, ampak se Pa veš, mu verjameš. veš, koliko ti vzame časa, da narediš te neko fotoknjigo, pa nekaj, a ne? Ja, jaz vem, si pa. Ampak dobro, ti že veš, ok, so iz poroke fotke in je pač samo iz tega, ampak zdaj pa si ti razmišljali iz Celega vsakodnevno. leta, ja. Ja. Ne treba biti ažuren. Najlažje je, če pač bi delal vsak to dan, da vsak ponedeljek, prejšnji teden pregledaš, Pa zbrišeš, kar ni treba, to. sam kdo to naredi. Sam ko so pa otroci, jaz vem, ko dobi ta mali ali pa ta mala v telefonu roke, ko naredi Aha, ja, ja. pa to vsak teden, vsaj enkrat. Gremo mi nazaj Pa se na bo vašo kar- spletno trgovino, Dajmo. da ne bomo preveč Ja, no, domačih v skrivnosti znali. spletni trgovini je še kar se tukaj imam, oziroma tu se bojo pogledali. Je še kar nekaj izdelkov, se pravi, neki so za otroke, drugače pri porokah še imamo te paketke za poročno pričo, ko v bistvu je naš lokalni AP džin tudi noter, se pravi, taka škatlica, ko se odpre, pa je noter džin, pa taka praskanka, ko popraska, pa pol piše, ali boš moja poročna priča. To je za vse tiste, naprimer, ko ne vejo, kako vprašati, ker je to še kar tako vprašanje, ko ne veš. Še nisem prav. Jaz tudi ne, kako sem pametna. Ja, no, ampak Pa verjetno ni vidim. najbolj simpel. Ja. No in s tem pol rešijo. Ni težava, ampak se znajdejo. Je malo lažje. Ja. Jaz, ki sem gledal vašo vajno spletno stran oziroma spletno trgovino, sem razmišljal tako malo iz tega nekega rečemo, poslovnega vidika, ki dobita ideje za vse nove izdelke, ki so tako, so povezani, ampak so tudi dosti različni, pa dosti zanimivi so. A so dejansko prišli samo tako z odraščanjem otroka zraven v idejo? Pa Ja, te dejansko, kar smo zdaj šli, je bilo za, ja, za otroci. Ostalo, drugače imamo še mi ful ideje, še na enem listu napisanih, ko vam bi jih prebrala. Ko jih pač ne vem, kje jih dobimo, to je nekaj malo prešine. Aha, Pa pol razmišljaš, ampak v redu, mi imamo, ne vem, dobiš eno idejo, pa da to razviješ, pa vsi vemo, da ampak je ful dobro, da se napiše. traja. Je Ja. ful dobro, da se Ja. te Pa ideje imam tak, napiše. jaz imam tak predalček tam v pisarni, ko se vsake toliko časa pač sam odpre. Pa mi glih ti slisven skoči. Sem ful jezna, pa ga zaprem nazaj. Nimam časa za tebe. Jaz Bo enkrat drugič. Jaz velikrat, ko laufam, dobivam ideje. Ne vem, zakaj ravno takrat, ko sem tako najbolj utrujen. Pa to bi mogel narediti, pa sem tak, jaz res gozda, sem zdaj ne morem. In pa sem začel po zimi, kam telefon s sabo, telefon ven, ta Voice memo te. rekorder ali kaj je, voice memo, ja. In se posnamem, ne. Včasih pozabim prepisati na ta list, pola, ampak ja, pol se to vse prepiše Ja, na list. ideje je ful. In tu če stoji 5 let, se nič narobe, ne. Enkrat, ko bo lahko to pač... Ja, ko bo pa to pol možno mogoče razviti. malo drugače narediš, ampak pač čista osnovna ideja, pa pol, Ja. vse čez 5 let pa mogoče čist kaj kontra oziroma. Ker če se usedeš za pisalno mizo v pisarni, pa rečeš, zdaj moram pa jaz eno idejo dobiti. Ni In jaz je ne dobim, šans. Ja, tam ne oseba, gre. ki bi to znal, ja. Tako da si res dobro zapisati, pa pač imeti ta list, ki ti pade, Ja, pa nesreč ven. pride vsake Ja. časa, pa ga Pa se pa enkrat prisiliš, pa rečeš, ok, mislim, a zdaj pa prisiliš. bom. Zdaj je pa čas, da nekaj novega naredim in Pa ja, moraš imeti, se mi zdi, dan oziroma uro moraš imeti tako, da sploh to gre, da ti sploh Ja. to dela, ko je karkoli novega pride. se strinjam, ja, res. Jaz se pravim, že ko sem gledal zdaj na trgovini, pač bi rekel, že to je pač tako, se pravim, je vse usmerjeno v to neko, bom rekel, družino, recimo, no, pa kakorkoli v starševstvo in tako. Ampak so dosti različne stvari ja, in je treba se potruditi, da dejansko lahko nabereš toliko različnih idej, pa jih pač... Ja, torej je nekaj za poroko, ostalo je pač ta baby produkti. No. Ja, mislim, starševstvo sem rekel, zato ker prihaja ta nosečniška. Ja. Tako bom Ja, rekel, ja. to je vse povezano s porokami. a ne. Kaj pa recimo od vseh izdelkov, ki so v spletni strani, a je kak tak izdelek, ko bi rekla, ta je pa ful presenetil s tem, koliko priljubljen je? Baby beležnica. Mislim, ni presenetil, ker smo upali, da pač bo, Ja. ker je bil v redu napisan, pa dizajn tudi. Mm. Ampak tisti je najbolj no. Se dizajn res Preudarno. vidi. Ja. Ker Lara, ko sem jaz pravil, da pač imamo podcast, pa ki je pač ugibala, če je to,
Sem rekel, a je to onko ful hudo zgleda, rekla ja, pa je bilo tako. Imate tistega bež. Ja, takrat je Ana, pač vse smo veliko dizajna naredila, ampak smo šli na tak način, da tu čez 20 let, ko ga bojo pogledali, da bo še vedno in. Da nisem trendy, ne, da je Ja, pač... da ni neki zdaj, pa je, ne vem, primer načička, no karkoli, ne, ampak da bo tudi čez čas isto. Ker tudi jaz, na primer, jaz sem tudi imela takega, v bistvu bil je bil, pa sem spomin je za zlato pisalo pa tako keček, to je bilo to. Pa v bistvu, če ga pogledaš zdaj, pa včasih je bilo res. Včasih je simple, Manj je nekaj več. preprosto največ, ja. Ja, pa najtežje narediti, veš. Ja, to je pa Dobri tudi oblikovalci res, je ja. moje, to je težko narediti pač. Tako da narediš neki full simple, Pa da pa bo si evergreen. ful zadovoljen Ful s tem, oziroma da so vsi ful zadovoljni s tem. Ne, jaz, No, to bi se lahko za Ano ful pogovarjala glede tega. no, Ana, mogoče pa da še ti priješ. No. Imamo pa še en delček, imam jaz tukaj še zapisano vprašanje, tukaj lahko zaprem zdaj. Organizacija in koordinacija porok. Si se ukvarjala s tem, še vedno se nekaj ukvarja s tem, ampak verjetno manj. Koliko je tega še v tvojem življenju zdaj? Torej, najprej sem, to, ko sem prej povedala pred mojo porodniško, sem delala samo organizacije porok. Pol smo pa malo pač spremenili, pa se je začelo to veliko, zdaj bom pa rekla na Koroškem, največ pomagam pri koordinaciji porok, ker se mi zdi pri nam, na primer, tudi ni toliko organizacije, ker še vseeno si ljudje ful veliko sami naredijo. Pri nam bolj ko ne potrebuje za tisti dan pomoč oziroma tisti teden prej, da sta pač nevesta pa ženi nista tako obremenjena in tam pač veseljem priskočim na pomoč oziroma letos je tudi k ekipi se pridružila ena punca, ki bo letos uvedena, potem bo pa ona te na Koroškem prevzela stvari naprej. Pa koordinacija pa te pomeni to, da pač na poročni dan priješ, dobiš prej nek spisek, kam mora biti. Ja, urejeno. koordinacija v teoriji bi to pomenilo točno to. Koordinacija, jaz dobim zjutraj ob 6 spisek, to mora, zdaj pa gremo. Pa sam vodiš. Ja, ampak ni, mora biti prej upleten. Zato jaz rečem delna organizacija in koordinacija poročnega dne, zato ker ti moraš vseeno, mislim, moreš. Dober Jaz vseeno, je ko delec. delam z parom, en teden prej preverim vse ponudnike, če vse štima, ker pač meni ne pomaga koordinirati zdan, če ne vem, nekoga pol ni, ne morem, a ne. In te zadeve so vseeno zraven vključene. Se pravi, da tisto res pač finiširaš, greš čez vse, kar par, se pravi, se je prej sam sicer vse zmenil, vse sestanke, ampak vseeno, da vidiš, če vse to drži, pa pol tisti dan, da si z njimi. Se pravi, nekje ponavadi do tortice, do iskric. Pa se je zgodilo že, da si klicala kakega ponudnika? To sprašujem zato, ker meni se je na porok zgodilo, da koga ni bilo. Ne, ni še bilo. A dejansko, da si klicala, pa so vedno vse štimali. Vse je bilo. Odlično. Mislim, štimalo. Pač pustimo, da je bilo vse BP, ampak ja. Vedeli so, da morajo priti. Pravi vsaj čas to. sem tudi poklicala, da v bistvu, če je že bil kak problem, da smo ga rešili. Ja. Da pač ne delaš to na zadnjo urco Jaz sem imel oziroma zelo tisti zanimive dan. situacije na porokah, ker so se vse ful lepo rešile itak, a ne, saj to je na koncu pomembno, se tudi marsikaj Da se lahko zna zgodi rešiti. komu. Ampak vem, da en par je imel tako, da dejansko ansambel jim je pač odpovedal v zadnjem tednu, ne, par dni pred poroko. Niso nič sporočili, prema vas sem pač toliko poklicala, a pač vse štima, ki je rabite, karkoli, pa tako oni, a ja ne, pozabili smo vam sporočiti, mi smo razpadli, nas pač v bistvu ne obstajamo več. Sta bila tako, sem ja imala še vsem poroko, tudi če ste vi razpadli, ste pač vi. mi neki rabimo, a ne. In posta neki klicala, okoli sta dobila pač zamenjavo, ker so bili, vse je bilo, vse je štimalo, vse je bilo fajn. Edin, kar se niso dogovorili, ker niso imeli koordinatorke ali pa delne organizatorke, kakorkoli No, že, da bi omenili, kdo more kaj početi, a ne, pač nista imela koordinacije same, se pravi, sta pričakovala, da bo ta ansambel zvečer, ko se prije v restauracijo, skrbel malo za to, Vodenje da se ve, vsega. kdaj se kaj počne. Ja. Jaz sem vprašal malo, če tam, pač jaz nikoli nočem biti na poroki vsilil, jaz tudi tako, ko me zberejo za cel dan, sem pač na eno časa tam, tudi če je torta ob enih, ali pa dveh, ali pa pol treh, me pač ne moti, jaz sem tam, da se malo oni fajn in pač to pofotkam in me tiste 2 urice ne bo to ubili, če bom več tam. No in na tej poroki je bila ura že tako proti 3 šlo, ne, pa jaz, kem do neveste, pa sem rekel, se pač meni se nikamor ne mudi, ampak imam občutek, da bi mogel vreči, torta bi že mogla biti, ne vem, pač Je veliko že ljudi, čas. ja, se mi zdi, da čaka to torto. Tako, a ja, še ni bilo, koliko je pa ura, se še imamo čas, pa ste, ne, ura bo pa čas 3, ne. Tako, ojoj, ne. In pa smo pač se pogovarjali, ja, in dejansko, a veš, sta ona pričakovala, da bo pač ansambl Da bo to to zrihtal, oni tega niso vedeli.
so take stvari, ko so ful banalne, konc koncev, ful so simple, sam če ne veš, da se moraš dogovoriti, pa se Pač ne vseeno, dogovoriš. ja, vse tako sem prej rekla, enkrat v življenju je in je pač res, meni se zdi škoda, da pol pride do takih stvari. Ja. Pač sam to, sej jaz vem, da se vedno Brez nekaj za zgodi, slabo pa voljo, gre ja. kaj narobe, pa kak ponudnik, ne vem, karkoli. Ampak škoda je, da se neke pol take stvari, ko Ja. glih tako ste si rekel, no pa pol nem torta za 150 ljudi ostane, ja, dite, da drug dan bo, Ja, se tukaj je bila postrežena, sam je pa malo, dosti kasneje bila postrežena. ja, Pa smejali so se vsi, to je pa ena stvar, ki je pomembna. No. Tudi če se karkoli zgodi, da je na koncu da znaš vseeno. smehom iti čez to, ja, pa se meče vsem fajn, ker konc koncev, čez 20 let je to sam en zanimiv spomin, pa naš drugi. Ja, res je. Ni konc sveta, če se je to tako zgodilo. Ne. Moram pa še enkrat beležko odpreti, ker imam pa ena vprašanja, ki jih pa ne znam na pamet. So jim pa zelo No, da zanimiva. vidimo. Kaj bi svetovala paru, ki je pravkar začel planirati poroko? Kaj bi svetovala paru, ko je začel planirati poroko? Ja, tako. Ja, najprej, da pokliče, pa da se odloči. Bom rekla tako, naprimer, da imata vsak svojo službo, pa otroke, pa to v vsakem primeru bi rekla nekoga za organizacijo ali pa koordinacijo, ker je veliko stresa, pa veliko časa vzame. Po pa, če se za to odločiš, v bistvu gre tako organizator, zanima naprej, pa ima pove. Drugač pa po poročni informator, lahko si ga tudi naročil brezplačno na spletu, to sem prej pozabila povedati, pa mi je mogoče tak za začetek, no. Ker tudi noter je rubrika, kako začeti z organizacijo poroke. Aha, no vidiš, da bomo danes dolgovezli, a ne? Ja, da si lahko preberejo. Ja. Še vseeno me ena stvar zanima zdaj iz tvojega odgovora in sicer, recimo, da se je odločila se to poročiti in za Zlaro razmišljava, kaj bova in pokličeva organizatorko. A imajo pari, ki pokličejo organizatorko, tako že veliko stvari splaniranih vnaprej, ali so kakšni, ki pokličejo pa rečejo, mi se poročiva 26. avgusta in pomagajte. Ful je različno. Nekateri pokličejo res prej, pa rečejo, se pravi, nimamo nič, kje sploh začeti, pa gremo z njim na sestanek oziroma jim pač predlagamo naprej organizatorko. Nekateri so pa, oziroma več je pa tistih, ko so tik pred poroko, pa se mogoče nekaj zakomplicira, pa reče, ne morem več sam, pač dajte mi, pomagajte mi. A je težko gasite požare? Pa ne, ko še ni, se pravi, zdaj če je tak februar, marec, ko se to začne, je še v redu, potem do julija, avgust. Drugače pa zdaj, če še te zadeve pustimo do april, maj, ja, pa je pa kar kriza, no. Pol pa tudi načeloma ne moramo mi veliko kaj narediti in tam pač. Na tem mestu je dober nasvet, ko smo ga že slišali večkrat. Dajte si dovolj časa za vse. Za vse, ja. Ja. Ker čas to hitro pade mimo, da se mislim, da se sploh ne zavedamo, koliko mine časa, prej si ti tak, zdaj pa bilo dobro začeti. Ja. Jaz ne rečem, ne vem, če kdo ima kakršnokoli tako situacijo, da te moje časovnice pošljem, pa da gre res po tistih kljukicah, pa pol sam preveri, pač kaj še mu v bistvu manjka, ker zdaj, če to sam kar tako razmišljaš, pač ne veš, si cel nek zmeden, to še nimam, tam pač res, pa pol ne vem, ko smo problem, pač poklič, ga bomo rešili. Tudi veliko, ne vem, če se zgodi, da je kakršnakoli odpoved, večkrat na nas obrnejo, pa pokličejo, koga lahko, pač, če imamo koga, da predlagamo, oziroma da vemo, da je kdo prost. Tudi te informacije velikokrat dobivamo, naprimer iz lokacij, nam vedno pošljajo, ne vem, če se je kakršenkoli termin sprostil zaradi višje sile, nam sporočijo, pa pol v bistvu imamo mi ta termin, da kdorkoli pač nas vpraša, če se kakršna se lokacija spremenila, so že tudi druge zadeve bile, da pol v bistvu s temi podatki, informacijami lahko veliko pomagamo, no, bodočim mladoporočencem. Ja, da se da pogasiti stvari oziroma rešiti, ne, če Ja, ker pa včasih res pride kakšna stvar, ko pač nimamo vpliva, no. In tu itak pač vedno pomagamo, no. Še zadnje vprašanje, vsaj z moje strani, no. Okay. Kaj pa je po tvoje najbolj pomembna stvar na poročni dan? Na kaj pač naj bo ta najbolj pozorna oziroma v čem najbolj uživata, kakorkoli? Meni od začetka do konca vse. Res ni ene stvari. Od zjutraj, ko se zbudi, do drugega dneva, ko gre ta ležati. Ne vem, vse mi je pomembno, zato ker res, ko sem s parom tam, dejansko pač vsak trenutek.
Od tega, ko se začne ko so priprave, da sta oba sproščena, da so njima pač vsi tisti, ko jih imajo radi, najbližji, do tega, ko pridemo potem na cerkveni obred, ko je tako polno čustev, vsega, potem civilni, na koncu pa je tako slavje, poročna torta na koncu, ni vse. Jaz sem medtem, ko si govorila, razmišljal, jaz bi jim rekel, naj bo ta prisotna. Naj No, pač to pa uživata itak. v tej poroki, naj vas čutite, da ne bo Saj ta. bom rekla, na tistih porokah, jaz sem vedno, ko sem zraven prisotna, dejansko so oni prisotni pri svoji. Teda ne morem niti reči, kak je drugače, če ni, ampak pač iz izkušenj, ko včasih kakaj ne veste, pa še vseeno reče, če bi še enkrat bi nekomu to predala, ko je imela preveč nekih stvari. Točno to sem Pač ker itak si želiš, da vse štima, pa veš, da je na tebi, pa si ti ne veste, pa moraš za to poskrbeti. Ker že v vsakem primeru reče naslednji dan, jo kdaj je minilo, a pa zvečer, že na obeni jutri, jo kdaj je minilo cel dan, kar šel Da je. je hitro šlo mimo. Pa če imaš pa ti še neko delo vmes, se Ja, je mi pa zdi, kar. Ker pač jaz tudi recimo, ko gremo na individualno fotkanje, veliko parov je takih, a rečejo pač, ja, imela sem spontane fotografije, pa jim vsem omenim, da so ful dobre, da meni je to večji del poroke, tako čez 90% delam pač ta nek dokumentarni stil, da res malo te spomine dejanskega dela, kaj se je dogajalo. Ampak tako za na steno dati fotko, pa še vseeno hočeš nekaj, ki je pač perfektno postavljeno in tako obleka, ki si jo iskala ne vem koliko časa, pa obleko, ki je ženin si izbral zaradi ne vem čega, že pa vse to, da je tako pokazano na pravi način, da je res perfektno, kolikor je možno. Ne? In pa mi reče, ja, pa sam ja pa ne znamo pozirati, kaj pa zdaj? Se vama ni treba v resnici pozirati, pač ni treba vama Bo ta videla. Ja, sam bo ta videla. Ne? In To v se bistvu je ful itak simple. takoj Jaz sem zdaj imam eno fotkanje civilne poroke, pa malo predporočnega. In sem jim rekel, dajte se usediti, pa kaj je neka, ne vem, neka fora ali nekaj, ko jo imata vidva skupaj, zato ker bo samo zato še toliko bolj sproščeno vse, toliko lepše bojo slike, če pač je res ono sta vidva. Ker pač ja, tudi če greš, evo, na Pinterestu, le tale slika, fotografijo. Ni Dobro, to to. pač za nek hec vmes, karkoli, če Ja, imaš neke ja, ideje, ne, lahko to pokažeš. itak. Ampak tako se tukaj je v bistvu tudi naša naloga, da jih No, jaz Znamo sem rada, da usmeriti. vedno, pač, Pozabimo. vedno jim rečem, da pokažete iz Pinteresta. Pa samo to, da malo vidiš, kako si upajo mogoče. pa v kako smer Da iti, vidiš, Ja, kaj sploh ja, ja. ne, pa se itak fotka ne bo ista, ne, tudi pol, ko s fotografom komuniciramo, ampak da vidimo pač, a lahko, ker če sta pripravljena, včasih pokažejo. Če pokažete, ne vem, Ker- v jezeru, recimo v vodi noter fotko, da jaz vem, da rabim kako v Ja. hiši je zraven za pod vodo, ker bomo kaj Recimo. novega delali, ja, recimo, a ne. Potaplo. Ja, vsi, ki hočete, vi kar, pridemo pod vodo tudi. Z veseljem. Rok, a smo vse izčrpali, bi še ti? Jaz imam še eno vprašanje, ki je vmes prišlo. Ne? A pa je sploh možno organizirati poroko brez stresa? Ali za ženino nevesto, ali za organizatorja? Ker, mislim, dobro, se ga znamo handlati pa vse, ampak se mi zdi, da je pa zmeraj prisotno nekaj tistega stresa, ko si pa tako... Pa jaz bom rekel, da je stres v vsakem primeru, ampak pač da je tisti stres Pozitivno. pozitiven stres. To mora biti. Ne, da je tisto, ko ti pade vse skupaj v vodo, si misliš, zakaj mi je tega treba. Upam, da ne. Jaz tudi. Ja, na poročen dan upam, da res to ne pride. Ja. Tako da, je, tako sem povedala, da stres 100% je, ampak pač mora biti pozitivno. Tudi pri nam za organizatorje, mogoče imamo ga mi včasih malo kakega negativnega, ko mi kdo kaj, ko ni treba, ampak ok, ga rešimo. Ampak ja, ne veste, ženin, če sta pač malo živčna, se to v bistvu govori o tem, da delaš nekaj, kar ti veliko pomeni. A ne? Ja. Da pač je to ena stvar, ki nočeš zamočiti. ali Mislim, niti kakorkoli. tudi, če karkoli gre kdaj na poroki za ponudniki, da gre na robe, da kdorkoli zamuja, pač mi s tem ne obremenjuje. Ponavadi sploh veta, ne. Pol, Ja, ja. Čez en teden se usedemo, pa povemo, pa sta, vse to je bilo na robe, ja, vse to. Zato imamo pa checklisto na koncu informatorja, Ja, vse. oziroma poročno beležnico. Ja. Da je vse obkulkan, ja. Točno to. Ampak itak se sama veste, da vedno je nekaj, kar ne gre po planu. Ja, Plan A, plan B, plan C, pa na koncu je pač. Mislim, dolg dan je logičen, pa Ja. veliko ljudi je vključenih. Pa, Ja, kar Ni če nujno, pogledamo, da je ne vem, ponudnik. 10 ponudnikov je 100% ja, vključenih. a ja, ne. pa 100 In svatov, to je recimo, kar. tako, a ne. Ja, Tudi pri poroka svakih je se lahko projekt. zgodi, Ja, in tudi te poroke, mislim, se je čisto eno, je 50 ali 100 ljudi, ko je Ja. ista zadeva. No. Ja, mi smo imeli poroko, ko smo se iz cerkvenega na civilni del vozili in je bila nesreča, mes prometna. Ne.
Aha, iz cerkve. In je imel nekdo še roko ven čez okno in tako pač. Take zadeve so. Ja, pa taka stvar, ne ko moreš. veš, tega ne moreš planirati, ne moreš niti backupa za to zares imeti. Pač, Ja. ja, hvala Bogu so pač tudi na civilnem obredu, ko ponavadi se, veš, ne čakajo, ker ne morejo čakati. Da Takrat se so je lahko uredilo. počakali in so čakali zelo dolgo, tako več kot 1 uro. Ker... Ja, se meni se zdi, se pravi, ko je cerkveni obred, pol ko prijemo na civilnega, bo se pa vse malo sprostili. Ja. Ker civilni je še res tisti, ko je pač na uro, Ja. se tudi vemo, zmatični, Ja. pač si Pol vsi pa že trudimo, nekaj da gre. res purci, ker imajo tudi oni naprej, a ne. Po pa tam naprej gre pa malo bolj Ja, Sproščeno. v easy. ja, pa sam še fotografije kregate, da ne Ja, zamudijo drugače na pa je večerjo. tako, vedno se karkoli zgodi, ne vem. Pač. Ja. Zato ste tam Mi tudi te stvari nazadnje, rešili. nazadnje ženina pa pričo vprašala 3-krat preden, da sta šla v cerkev. A imata šopek, mama. Pa smo bili 10 minut stran. Pa še vseeno ni dalo mera in se usedem v avto na lokaciji, se peljem, pokličem, imata šopek? Ne. Tako me zdaj pač zabava, to, ker smo jo že tokrat vprašala, da verjetno sem zdaj rekla, zdaj pa ne bo več teč. Ja. Pa ne, nimamo ga. In kaj zdaj, res ga nima? Da ne, ok, v redu, letim nazaj. Pač take stvari, se to so. Mislim, da se vedno zgodi nekaj. Ja. Ja, se... Ampak to je na koncu, ko pač je smešno, vse. ja. Če ne danes, pa čez Pač pol, ja. 1 leto, 2, 10. Čeprav, če daskrat vprašaš, konec koncev lahko rešiš in pol so stvari, ki niso Ja. nerešljive in so pač smešne na koncu. Ja. Točno to je. Mene zmanjka, rok tebi. Pa jaz mislim, da smo to zazeli. Sicer jaz sem bil danes bolj skoraj privesek zraven, kot pa karkoli drugega, ampak se mi zdi, da smo res tako lepo povzeli celotno dogajanje okrog poročne beležnice, poročnega informatorja, pa pač ja, še malo o organizaciji in vsemu, da z moje strani hvala. Bi še ti kaj ne vprašal? Ne zabavaj. Bomo drugič obrnili vloge. Potem. Najlepša hvala, da si prišla. Ja. Hvala za povabilo. Upam, da nisi trpela, pa upam, da Nisem. smo tistim, ki so slučajno še niso slišali za informator, da smo jim ga predstavili. Splača se ga vzeti, no? Splača se ga prilistati. Vse se ga, težko se bo izognili konec koncev v resnici. Ne no. bojo se ga. Ja, tako, ja. Ja, lepo Ja, zdrav. hvala. Hvala.